Z nami je zdaj dr. Meir Javedanfar, predavatelj o Iranu na Univerzi Reichman. Dr. Javedanfar, če predsednik ZDA znova zažene Project Freedom v Hormuški ožini, kako bo Iran verjetno odgovoril na ta obnovljen poskus sprostitve ožine? In kakšen vpliv bi to lahko imelo na iransko stališče v teh pogajanjih? Mislim, da bodo Iranci spet začeli streljati na ladje in bodo poskušali to motiti. Ampak mislim, da če bo tokrat predsednik Trump znova začel operacijo Operation Freedom, če je to ime, in začel spremljati tankerje, torej vse druge tankerje razen iranskih, bodo Iranci odgovorili. In mislim, da bo stopnjevanje zelo hitro. Mislim, da če bodo ta premirja, za katera se zdi, da bodo propadla, res propadla, bo prej ali slej prišlo do novega vala spopadov. Mislim, da morda potem, ko se predsednik Trump vrne iz Kitajske. Mislim, da so Iranci, da se počutijo opogumljene. Menijo, da predsednik Trump nima dovolj vzvodov, da bi jih pritiskal. Verjamejo, da v Hormuški ožini predsednik Trump nima prave možnosti, da bi odprl Hormuško ožino, ker lahko vsakič, ko to stori, oni zmotijo pretok ladij tam. In Iranu ni treba streljati na vsako ladjo. Vse, kar mora Iran storiti, je, da naredi Hormuško ožino videti nevarno. In to bo zvišalo ceno zavarovanja na tako nevzdržne ravni, da tega nihče ne bo želel storiti. Zato se Iranci počutijo opogumljene. Menijo, da jim trenutno ni treba pokazati nobene pripravljenosti na kompromis. In še vedno čakajo, da bo predsednik Trump pokazal prvi znak kompromisa. Kaj pa iransko ljudstvo? Ameriški predsednik je v svojih zadnjih izjavah dejal, da si iransko ljudstvo želi iti na ulice. Nimajo orožja, nimajo pištol. Mislili smo, da jim bodo Kurdi dali orožje, a so nas Kurdi razočarali. To je citat ameriškega predsednika. Toda tudi, če bi iransko ljudstvo dobilo nekaj tega ameriškega orožja, so sploh dovolj organizirani, da bi v tem trenutku predstavljali resnično grožnjo režimu? No, režim ima nekaj blizu milijona basidžev. To so njihove uradne številke. Nikoli moram povedati, kaj je moj vir. Režim pravi, da je vsaj milijon basidžev. Lahko jih je tudi manj. Verjetno jih je res manj, verjetno nekaj 100 tisoč. Govorimo o 150 tisoč pripadnikih IRGC. Govorimo verjetno še o dodatnih 50 ali 60 tisoč pripadnikov šiitskih milic, od katerih bi bila večina pripravljena streljati na protestnike v Iranu. Mislim, da bi se ljudje v Iranu temu raje izognili. Mislim, da si veliko Irancev, čeprav jim režim ni všeč in jim res ni, ne želi videti resne državljanske vojne, kjer bi izbruhnilo streljanje in bi bila na ulicah krvava kopel med ljudmi in režimom. Mislim, da je to scenarij, ki bi se mu večina Irancev rada izognila. Ampak kako naprej? Mislim, da bo za režim izjemno težko ponovno zgraditi gospodarstvo potem. Mislim, številke, ki jih navajajo uradniki iranskega režima, so približno 270 milijard dolarjev v obdobju 40 dni. Govorim samo o stroških prvih 40 dni. 270 milijard dolarjev po besedah tiskovne predstavnice iranske vlade. Za Islamsko republiko bo izjemno težko to ponovno zaslužiti. In ko se bo ta vojna končala, se bo iranski režim soočil z zelo resno grožnjo nestabilnosti. Ljudje bodo začeli stavkati, morda bodo množično prihajali na ulice in celo tvegali svoja življenja, ker postaja nevzdržno. Mislim, eno poročilo v Iranu pravi, da gre 70–10% celotnega dohodka prejemnikov minimalne plače samo za hrano. Samo za hrano. In to je poleg tega, da cene nepremičnin strmo naraščajo. Dr. Meir Javedanfar, res je to temačen pogled v notranjost Irana, še posebej sredi vseh teh tekočih pogajanj. Hvala, da ste nam to razložili.